Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Leta 2017 jih je bilo zgolj 18. 18 žensk, ki so rodile doma. Včasih je bilo to število bistveno večje in to predstavlja tako statistično gledano 0,1% žensk. No, pa vendarle smo jo našli, ne? Tisto eno predstavnico Tina, pozdravljena, dobrodošla, ki je rodila doma in je rekla, to je pa to, a ne? Ja. Pri tebi je bilo tako. Drži. Odlično. Zdaj, moram reči, da sama že kar nekaj let simpatiziram z idejo roditi doma. Poslušam v tujini različne podcaste, kako ženske dejansko razlagajo o tej svoji izkušnji, ampak večina ima samo željo roditi doma, pa v praksi se pa drugače izkaže, ne? Pa pristanejo v porodnišnici, pa dajte me z vsem možnim drogom na tem svetu, da ne bom čutila, ne? Povej, kakšna je tvoja zgodba? Ja, v bistvu pri meni je bilo pa ravno obratno. Ja? Jaz sem pa, ko sem drugič zanosila, oziroma ko sem ugotovila, da sem drugič noseča, Ja. sem bila prepričana, da bom rodila v porodnišnici tako kot prvič. Ja. Ampak se je potem nekako zgodba tako zapeljala, da sem nekje približno na sredini nosečnosti ugotovila, da obstajajo dejansko tudi v Sloveniji možnosti, da se da roditi doma. Aha, nisi prevedla niti za to. Jaz v bistvu nisem niti vedela, bilo Ja. mi je novo. Jaz sem se srečala takrat z mojo dulo, Tito Tušarjevo, in ona mi je povedala, da je ona rodila doma. Tako da sem jaz imela v bistvu priložnost srečati žensko, ki je imela to izkušnjo lastno pač za sabo. Ja. In takrat se mi zdi, da je pač meni preskočila, bom rekla, iskrica ali karkoli je že bilo Ja. takrat. In takrat sem začela šele razmišljati, ker pol od razmišljanja do narediti je nekaj drugega, ne? Ja. Ampak sem začela razmišljati, da mogoče bi pa tudi jaz tako rodila. Ja. Katera misel roditi doma, katera stvar v tem celem procesu ti je bila najbolj privlačna, ki te pa mogoče tudi prepričala na koncu, da si to naredila? Ja, v bistvu je bila, bom rekla, nadaljevanje mojega prvega poroda, ker jaz sem pač mojo prvo hčerko rodila takrat v porodnišnici. Ja. In prepričana seveda, da je bil moj porod takrat odličen, da boljš ne bi mogla roditi, da pač to je to. Ja. In ko sem šla pol z možem, sva šla v porodnišnico še enkrat na ogled porodnega bloka. In takrat so se meni v bistvu, moje telo se je uprlo, tako bom rekla. Ok, In na kakšen način? v bistvu sem zaznala, jaz sem prav fizično zaznala, da pač jaz tja se nočem več vrniti in da si želim pač tokrat drugače. Ne, zdaj, v bistvu ene opcije so bile takrat pol z dulo, pa ne vem, kakšno babico, da bi poprašala, tako ne. In z tega, ker sem pol jaz iskala dulo, sem najdla dulo, ki je rodila doma in se je pol stvar tako zapeljala, da sem jaz ugotovila, da se da roditi doma. En bojda zelo sloviti film, jaz ga imam na seznamu že dolg čas, ampak ga že zdaj nisem pogledala, je The Business of Being Born. Ne vem, če poznaš, ki dejansko govori o tem, kako v porodnišnicah to vse, cp, pa kako je to. Ampak kaj se pa tebi v porodnišnici, da si rekla, ne bom. Ja, Kaj ti je manjkalo ali pa kaj ti je bilo preveč? V bistvu je bilo, če zdaj primerjam, pač, ko imam obe izkušnji, premalo sem bila lahko jaz takrat jaz. Če tako prav enostavno povem. Ko sem jaz pač prišla v porodnišnico, sem imela takrat občutek, ko sem šele pol ugotovila, da je bil pač ta občutek tak, da sem prišla pač v neko, bom rekla, nekam, kamor bi radi, da čim prej se stvari odvijajo, Ja. da se pač naredi po postopku, po predpisih in da jaz rodim in da grem pol z porodnega bloka na oddelek in da je to končano, ne. Medtem, ko sem jaz pa doma rojevala, je pa v bistvu, se mi zdi, da je bilo pa tako zapeljano že od samega začetka, pač že, ko sva se z babico menile in tako naprej, da v bistvu sem bila videna. Ja. Če tako rečem. Jaz sem bila videna, bila sem podprta. Nisi bila sam cifra? Tako, bila sem podprta, bila sem sprejeta taka, kot sem. Imela sem na razpolago časa, kolikor sem ga rabila. Nihče ni hodil za mano z nobenimi aparati, z nobenimi
ne vem, pripomočki, ampak jaz sem tam bila in sem pač bila jaz, bil je zraven mož, bila je ta velika hčerka, bili sta dve babici in stvar se je odvijala v bistvu sama od sebe, oziroma tako, kot se je moje telo odzivalo in kot se je pač moja hčerka, ki se je rojevala, odzivala oziroma bila pripravljena na določene korake, ki pač so tekom poroda. Ne? Svaka čast. Ja, v bistvu je. Ampak veliko žensk reče, pa čakaj malo, pa tukaj je tehnologija napredovala. Pa kaj zdaj rinemo nazaj v preteklost, če imamo pa na voljo cel meni bojda, da ti dajo v porodnišnici pred tebe, kaj vse dejansko lahko? Eno zanimivo vprašanje je bilo, ko sem šla prvič se pogovarjati z babico o tem, da bom rodila doma in sem rekla, ja, ampak mi doma v naši dnevni sobi nimamo nobenih aparatov, nobenih pripomočkov, nobenih zdravil. In ona je meni rekla, v bistvu ženska, ki rojeva, tega ne rabi. Če je zdrava ženska, če je zdrav otrok, če je pač nosečnost normalno poteka in če porod normalno poteka, vsega tega ne rabiš. Se pravi, imamo mi že to misel, ne? Greš v bolnico, to pomeni, da si bolan, se pravi, rabiš ta suport, ali kaj? Ja, v bistvu, ja. Prav ta del, kot ste zdaj rekla, pač to, da se pač jaz, ko pridem enkrat v bolnico, pa navadi porodnišnica je v bolnici, to pomeni, da sem bolna, da je nekaj narobe z mano, ne? Ja. In v bistvu te na tak način tudi tretirajo, saj jaz, moja izkušnja je bila taka. Wow. A si komu povedala prej, da razmišljaš o tem, da bi rodila doma? To je dobro vprašanje. Ja, ker me zanima, kako so se odzivali ljudje okrog tebe. V bistvu tako, meni je bilo, pač, ko sem se odločila, da bom rodila doma, me je bilo tako strah komorkoli to povedati, ker sem se bala, da če bo kdorkoli meni začel zdaj soliti pamet, kako to ni prav, da sem premislila. Ja. Tako da jaz sem povedala, tik preden sem šla roditi, sem povedala mojim staršem, moj mož je vedel in ena moja dobra prijateljica je vedela. In niti ginekologini nisem povedala in nihče ni vedel, da bom jaz rodila doma. Tudi ginekologini ne? Ne. V bistvu, ne, sem hotela obdržati. Ona je meni dala, pač, ko je bil tik pred tem, je bil pač že rok zelo blizu, rok poroda, mi je dala napotnico. Jaz sem napotnico pridno pospravila. Za vsak slučaj, lahko bi se tudi kaj zakomplicirala, pa bi jo rabila, ne? Ampak povedala je pa nisem ga že načrte imam. In kaj pa pol si ji povedala? Ja, ker je pa pač postopek tak, da smo potrebovali njeno potrdilo, da smo pol lahko prijavili hčerke na rojstvo. In je bila, takrat je šel mož, nisem šla jaz, ker sem bila doma 3 dni po porodu. In je bila v bistvu, zelo me je podprla. No. Je podprla? Ja, zelo me je podprla in jaz sem ji še danes hvaležna v bistvu za njeno reakcijo takrat, ker pač lahko bi komplicirala, lahko bi, ne vem, ne. Ok, greva zdaj v une sočne stvari, a ne? In sicer v vse tiste, kako se je dejansko to kako se je to dogajalo. Torej, v vsem procesu nisi podvomila, če si se prav odločila? Sem. Si? Si? Sem. Kaj pa si naredila takrat? V bistvu tako, podvomila sem po mojem na vsakem naslednjem koraku, ko sem ga naredila, da bom rodila doma. Ja. Ampak edina opcija, ki je bila ta, da sem se trudila zaupati vase in takrat sem si tudi sem se odločila in sem si poiskala pomoč. V bistvu jaz imam terapeutko in sem šla k njej in sva pač te stvari predelale in da sem jaz pol lahko šla naprej po z mojimi koraki. Kaj pa, ko se je dejansko začel, ko so prišli popadki in koliko časa je trajal ta porod doma v število ur? Ja, zdaj v bistvu prav število ur, recimo, da jih je bilo tako 5 je bilo prav tistih ta najbolj intenzivnih. No, v bistvu, vse skupaj se je začelo že zelo prej, pa so pol babici prišli, da smo se pol pripravili. Zdaj, ker pač sam porod, jaz lahko rečem tako, s popadki so me zbudili že po noč, zjutraj sta prišli babici, pa sta prišla še mož in ta velika hčerka domov, pa smo pojedli še kosilo skupaj. In pa se je pa v bistvu začelo in pa je bilo tistih 5 najbolj takih, bom rekla, intenzivnih ur, tako da ob 6 zvečer se je pa hčerka rodila. Wow. In v teh 5 intenzivnih urah nikoli nisi podvomila? Ne, takrat pa ne več. Takrat pa ne več? Ne, takrat pa ne več. V bistvu, ko sem prihajala k temu, da se odločim, da bom rodila doma, je bilo zelo veliko dvoma in zelo veliko vprašanj. Ampak, ko sem bila pa enkrat na temu, da
da se je porod začel in da sem pač rojevala, takrat pa ne. Takrat pa ne. Ne, takrat pa ne. Overall praviš, da je bila ta izkušnja taka zelo močna v smislu, pozitivnem smislu? Zame ja, absolutno. Mislim, to je bilo tako, jaz itak tako lahko rečem, da je za moje videnje porod, mislim, da je ena najintenzivnejših izkušenj, ki jo pač ženske imamo. In kot pravi Gilbert Parker, prevedeno v slovenščino, vsakič, ko se rodi otrok, je rojena tudi ženska na novo, oziroma se rodi tudi mama. In meni se je to pri mojem drugem porodu, ko sem rodila doma, definitivno zgodilo. Se pravi, nobenih blažilcev, bolečin, karkoli? Ne, nič. Mislim, ne. Pač, tudi v tem, recimo, je bila težava, ker jaz sem šele pol ugotovila, da ko sem bila v porodnišnici, so mi dali blažilce bolečin, pa nisem niti vedela, da so mi jih dali. Pač, ne? Ja. Ne zdaj neke hude, ampak ne vem, pač nekaj je bilo, jaz sem imela pač metuljčka, ne. Ja. In doma vsega tega ni bilo, pa sem jih tako rodila. Če bi še enkrat bi? Absolutno. Absolutno. Dobro. Kako je to zdaj dejansko izgledalo v praksi? Kaj je to v dnevni sobi, ali v spalnici, ali v kopalnici, ali v banji, ali na suhem, na kavču, ali na tleh? Povej nam kakšne detajle. V bistvu z babico sva se itak že prej sva najdli tako najbolj primeren prostor, kjer bi pač lahko vse skupaj teklo, in pa smo se odločili, smo kar v dnevni sobi to speljali, ker je pač taka velika prostorna dnevna soba, tako da smo pol pač samo pokrili kavč, da je bilo pač lepo vse zaščiteno, in to je bilo to. Tako da, ker sem pol ugotovila, ni treba nobenih nobenih, ne vem, nič. Tam malo lepo je bila, ko se je že stemnilo, smo zahrnili zavese. Noben me ni gledal, noben me ni tikal, no. Tako da je bilo res. Kako so odreagirali starši, glede na to, da so izvedeli malo preden si rodila doma, da boš rodila doma? Zdaj mislim, da zaradi tega sem tudi dolgo časa čakala, da sem sploh povedala. Podprla sta me, definitivno, oziroma sta nas podprla. Ampak je pa bilo zaznati, v bistvu predvsem mogoče z mamine strani kanček strahu. Ni pa bila zraven mama? Ne, to pa ne. Smo bili pa samo ožje, mislim pač moja družina. Pa dej, ne, če si se tako odločila, verjetno, ne? Ja, tako je. Koliko pa je od tvoje hiše do bolnice, če bi karkoli se zakompliciralo? Ja, to je bil tako tudi en tak velik olajševalni faktor, kadar sem se odločila, ker smo zelo blizu. Mi smo 5 minut smo v bolnici. Aha. Je bila ful blizu porodnišnica, tako da to je bila takrat, bom rekla, ena pozitivna lučka, ker sem pač, če bi slučajno kaj zakompliciralo, pač nikoli se ne ve, ne, in bi pač pol lahko hitro prišlo do porodnišnice, ne. Ko si dejansko rodila, verjetno, v katerem položaju je to šlo? Klečeče. Kleče? Verjetno lažje kot pa na hrbtu, ne, pravijo? Ja. V bistvu pač je bilo tako, jaz sem pač instinktivno sledila telesu, kako me pač vodilo, in očitno je bilo kleče najbolj primerno tisti trenutek. Si sama prijela otroka, ko je prišel ven? Ne, babica. Babica? Babica, in pol mi ga je takoj v bistvu tako mi jo je dala v naročje. V naročje. In kakšen je bil občutek, kad je dejansko ratalo roditi doma in zdaj si imela svojo hči dejansko na svojih prsih? Ja, mislim, to je težko povedati. Mislim, jaz še zdaj vsakeč, ko se spomnim oziroma, ko govorim o temu, to je pač občutek, ko ga moramo ženske probati. Ja. Najboljše. Ja. Ampak verjetno se čutiš kot boginjo, ali kako? Ne, v bistvu je pa definitivno sem pač, bom rekla tako, prišla do tega, da imam eno moč, za katero prej nisem vedela, da jo imam. Mislim, da ja, no. Ker je pač, vseeno je bila pač odločitev je bila težka, ni bilo enostavno, tudi vsi koraki, ki sem jih morala, pa pol tudi, ne vem, semen s pediatrinjo, da je pol pregledala dojenčico 5 dni po porodu, pač vse te stvari. In sem mislila, da sem pač res začutila, da če se nekaj odločim, da moče pa le zmoram, ne. Bi priporočala tudi drugim ženskam? Ja. Ja? Ja? Mislim, brez dvoma, pač vsaka ženska ima pravico se odločiti po svoje.
Je pa to definitivno izkušnja, ki je neponovljiva. Tako da ja. Dobro, ti si to naredila v drugo, v prvo je verjetno še težje, ne? Ja, verjetno, ja. Mislim, zdaj pač odvisno tudi, kako je ženska, kako se počuti, oziroma kako je pač s tem, bom rekla, zaupava se, ne, če tako rečeva. Ampak pri meni je bil pač prvi porod proti tisti sprožilec, da sem ugotovila, da bi pa drugače. Mogoče nisem prvi trenutek vedela, da doma, ampak drugače, ne. Tako da ja. Wow, izjemno. Tina, bravo, vsa čast, hvala ti, ker si, ker verjetno je ful lažje, ko eno poznaš ali pa eno slišiš, ko govori, pove svojo izkušnjo, da se pa tudi sam zase odločiš, ne? Ja, meni je bilo v bistvu, pri meni je klik naredilo ravno to, ko mi je pač meni ženska v živo povedala, da je rodila doma in takrat sem jaz ugotovila, da tudi to je možno, se pravi, da ne, dajmo zdaj zbrskati kako. Približno tako, kot se tale trenutek počutijo naše gledalke. Hvala lepa, Tina, da si zaupala tole svojo izkušnjo. Leta 2017 jih je bilo 18. Zdaj po Tininih besedah bomo videli, ali se bo to število torej zvišalo, ali se bodo ženske odločile za takšen korak. Ja, bomo spremljali statistiko, pa vam vsekakor povemo. Sicer pa še kakšna zanimiva informacija in nenavadna izkušnja, pa na www.klepetobkavi.si, kjer lahko dostopate tudi do YouTube kanala in izkoristite svoj čas, medtem ko potujete, čakate v vrstah, na takšen način poslušate Klepetov podcast, ki je prav tako brezplačen za vas. Pa so v bistvu temelji njihova moč ali na strahu ali na potrebi, da nekoga impresionirajo, se pravi, zmeraj morajo biti v središču pozornosti.